Se še spomnite prejšnjih mojih stoječih novic in pomena medgeneracijskega sodelovanja? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Rekli smo, da je medgeneracijsko sodelovanje preprosto sožitje med generacijami. Kako pa se sožitje med generacijami kaže med zaposlenimi na delovnem mestu? Delovno prebivalstvo se vsako leto hitreje stara, na delovna mesta prihajajo mlajša generacija s povsem drugimi vrednotami ter pogledi na delo in vsakdanje življenje. S tem problemom se moramo čim hitreje učinkovito spopasti. Ta demografska raznolikost pomembno vpliva na način, kako delodajalci organizirajo delo in ga načrtujejo za prihodnost. Po uvedbi ukrepov socialne distance kot odziv na pandemijo COVID-19 je več ljudi začelo delati od doma. Leta 2020 je tako 12% v Evropski uniji starih od 20 do 64 let običajno delalo od doma, medtem ko je ta delež v zadnjem desetletju ostal nespremenjen približno 5–6%. Na delovnem mestu se tako praviloma srečujejo 3 ali ponekod že 4 generacije: generacija otrok blaginje, generacija X, generacija Y in generacija Z, ki med sebojno sodelujejo in od katerih je odvisna uspešnost podjetja. Ker demografski trend ni spodbuden, upad natalitete v Sloveniji in Evropski uniji, se bo primanjkljaj delovne sile sčasoma še povečal in postal še večji problem. Vedno manj bo mladih in odraslih ter vedno več starajočih se delavcev, upokojencev in ostarelih. Število ljudi v delovni starosti se dodatno zmanjšuje tudi zaradi izseljevanja. Zadnji podatek Evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da je leta 2015 delež zaposlenih med prebivalstvom v starosti 20 do 64 let v Evropski uniji znašal 70,1%. Cilj strategije Evropa 2020 je doseči 75% zaposlenost prebivalstva v starosti 20 do 64 let. Vsaka država članica je ob upoštevanju situacije s svojimi državami določila svoje nacionalne cilje. Lani se je glede na leto poprej stopnja zaposlenosti med prebivalstvom v starosti 20–64 povečala v skoraj vseh državah članicah, najbolj pa na Madžarskem, Estoniji in v Španiji. V Sloveniji je leta 2015 stopnja zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do 64 let znašala 69,1%. Ne samo družba, ampak tudi podjetje morajo najti nove načine, nove oblike solidarnosti med generacijami, ki bodo spodbujali sodelovalne odnose med zaposlenimi. Težnjo po prenosu znanja ter izkušenj s starejšimi na mlajše in obratno. Starejši lahko pokličejo mlajše sodelavce, kadar jim nagaja računalnik, in pomembno je, da mlajši lahko prosijo starejše sodelavce, da jim pokažejo, kako lahko do konca izpeljejo delovni proces, pri katerem se jim je zataknilo. V podjetju morajo biti uravnoteženo zastopane različne generacije, saj ima posamezna generacija različne poglede na svet, različno se spopadajo s stresom in z osebnimi stiskami. Kombinacija veščin in znanja vseh zaposlenih je tisto, s čimer lahko podjetja in družba naredimo preboj. Ne smemo pa si zatiskati oči pred potencialnimi medgeneracijskimi konflikti in nesporazumi na delovnem mestu. Nekatere raziskave so pokazale, da je medgeneracijski konflikt eno izmed 3 največjih tveganj na delovnem mestu. Različne generacije se lahko borijo za razumevanje vrednot in delovnih slogov drug drugega. Problematično je lahko izmenjava moči in sodelovanje. Vsi pa hrepenimo po spoštovanju, zato ni važno, koliko smo stari ali kako smo izkušeni.
Dejstvo je, da smo z združenim znanjem močnejši. Naučimo se drug od drugega.